Prisrčno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Kar nekaj je takšnih knjig, ki so popolnoma spremenile moj način življenja, moj pogled na svet in seveda take knjige absolutno obstajajo in jih zelo, zelo priporočamo. Ampak v poplavi vseh knjig, se mi zdi, da zdaj je zelo bolj dostopno postati pisatelj neke knjige in greš na en sprehod in dobiš en uvid in lahko že kar knjigo napišeš iz tega. V poplavi vseh teh knjig je kar težko najti tiste, katere pa res imajo tako svojo dušo in ti res lahko spremenijo življenje in pogled. Težko je zdaj prebrati vsako, zato pa je vsekakor dobrodošla novica, da jih mi preberemo za vas, da jih mi izbiramo za vas in vam jih seveda potem tudi ponudimo, da imate lažji izbor. V svoji družbi pozdravljam Mirelo, ki je že zelo, zelo dobro poznate, iz založbe Primoz, pozdravljena. Pozdravljena. Danes pa si sabo pripeljala še prijateljico, kaj ne da? Ja, danes sem pa pripeljala šamanko, pravo. Okej, lepo. Sabo, da podpremo branje, ki ga priporočamo v tem času. Tako, beremo v ritmu narave, tako kot moramo ta naravni ritem tudi v svoje življenje povabiti in z vašim rokovnikom je to mnogo lažje. Ampak sicer me zanima, v tem času do konca marca bo kaj takega izšlo, je kaj novega na vidiku? Ja, zdaj v bistvu hvala za to vprašanje, ker sem hotela tudi sama napovedati, dve knjigi izideta in sicer Soustvarjanje na višku, avtorice Ester Hicks in Wayna Dyerja. Knjiga je v bistvu narejena na podlagi dogodka v živo, kjer Wayne Dyer v bistvu sprašuje Abrahama prek Ester taka življenjska vprašanja o starševstvu, o otrocih, o življenjskem poslanstvu. Dotikata se tudi o tem, kot sta smrt, rojstvo, navdih, življenje na splošno, vse to, kar tudi nas vse zanima. In druga knjiga, ki izide ravno tako konec marca in se navezuje v bistvu na to temo, ki se bomo danes pogovarjali, je Tolteška umetnost življenja in smrti Don Miguela Ruiza. Knjiga je pa v bistvu za spremembo roman, ni priročnik in predstavlja nekakšen vrhunec Ruizovega učenja in je v bistvu še zmeraj pa je to miks Ruizove domišljije in tolteških modrosti, tako da v bistvu vsekakor je obetavno in še zmeraj knjiga, ki v bistvu te vabi in prosi, da si prisluhnemo sebi, ker ti še zmeraj imamo možnost in moč, da spremenimo svoje življenje na boljše, seveda. Tukaj imamo tudi karte, ki jih bomo podarili. Ja, tako. In sicer so tole 4 dogovori, 48 kart in knjižica. Tole se priporočamo na Facebooku, na Klepet ob kavi, tam boste našli vse informacije. Tudi prejšnji mesec smo obdarili precej nagrajencev z knjigami in super je, ko potem že napišejo, ja, smo prebrali, je bilo zanimivo, se spremenil to, cel knjižni klub potem nastane kar preko spletnega družabnega omrežja. To sta knjigi, ki boste išli torej konec marca. Kaj pa zdaj le aktualno, zdaj le ta vikend recimo? Zdaj smo sicer tako v bistvu nekje pred, torej pomlad prihaja, smo že zaznali v bistvu pomlad, zvončke smo že nabirali in že diši po pomladi in v bistvu zato smo tudi mi navdihnjeni s knjigo Izurite se v božansko bojevnico, kajti to prebujanje narave zaznavamo v bistvu tudi kot eno potiskanje življenja naprej in je to predvsem povezano tudi z žensko energijo. Ženska je taka, da je življenje, ki ima možnost dati življenje in zato je v bistvu naš izbor Izurite se v božansko bojevnico. Je pa priročnik zasnovan na 10 lekcijah, ki seveda pomagajo v bistvu najprej razumeti, kje smo zdaj, na katerem nivoju zavesti in potem je eno tako garanje, mislim pod narekovaj garanje, v bistvu delo na sebi, da doživimo to preobrazbo in potem seveda na koncu tudi zaživimo to resnico, ki smo jo zaznali, začutili, prepoznali na ven. To v bistvu v zvezi s knjigo je pa zelo povezana tudi vsebina knjige z enim čudovitim programom, ki ga tudi Suzana izvaja v praksi, pa mogoče bi ona kaj več o tem povedala. Evo, Suzana, o božanskih bojevnicah, čeprav moram reči, da mnogo žensk se mi zdi, da v tem času postajajo tiste bojevnice, kar borijo se ves čas, ampak a ni ženska tista, ki je ljubezen sama, ki žareva vse to in je boginja kot taka? Tudi. Jaz bi v bistvu tako definirala, kaj jaz vidim kot bojevnico, ker ko sem jaz prvič v bistvu zasledila to knjigo, Mirela mi jo je podarila in sem razmišljala v bistvu, zakaj je naslov božanska bojevnica in zakaj je bojevnica, torej spet neka vojna,
Ampak iz mojih izkustev, kar sem se učila pri staroselcih, pa kar sem nekako prehodila sama, je največja umetnost in največji boj ravno to, da prepoznaš, kakšno življenje živiš in katere so zgodbe in kaj je to, kar ti živiš in to preobraziš. In tukaj boginja nima pravega prostora. Boginja nastopi, ko ti obvladaš sebe, ko veš, kaj so tvoje misli, kaj so tvoja dejanja, kaj čutim, kaj je moja resnica. In v bistvu božanska bojevnica od Amare, ona izjemno vodi skozi 10 lekcij, da prepoznaš ravno to, kdo si, kaj hočeš in kam greš. In program, ki ga pa jaz izvajam, je pa individualen. Torej, kaj je tvoja zgodba? Aha, kaj od tega deluje zate? Kaj od tega pa ne? In kako lahko to preobrazva, da res, če rečem, Jasmina, wow, kako izjemen talent imaš, kaj vse lahko ti narediš. Ampak glej, a vidiš, kaj ti tle dogaja? A te to še podpira? Ali lahko rečeš, ok, čau, to bom pa zdaj preobrazila. Ker rezanje ponavadi ne pomaga, ker se prej ali slej vrnemo k temu. Če pa to preobrazimo, naredimo alkimijo iz tega, a ne? Zato tudi jaz rečem alkimija maternice, pa povabiš to energijo, da te podpre. Verjamem, da tale knjiga vsekakor vsebuje kakšno lekcijo o maternici in prepoznavanju vloge, naloge in božanskosti maternice. Kakšen pa je tvoj pogled na maternico? Ker zdaj si rekla na alkimijo maternice. Ja, vesolje, ne? Tukaj imamo vesolje, potencialov. Zdaj nekatere ženske se odločijo in uporabijo maternico kot kreativni potencial, da prinesejo na svet nove generacije. Ene uporabimo to predvsem za rojevanje nekih projektov, ki prav tako obogatijo generacije, ki prihajajo. Ali pa preprosto je maternica skladišče moči. In zdaj, kaj skladiščim v to svojo votlino? Kaj je v tej votlini? Lahko je moč, lahko je Peter Pan, zgodovina, partnerji pretekli. In v bistvu vse, kar je tukaj noter, nas lahko ali podpre, ali pa zavre v bistvu to, kar bi rado prišlo skozi nas. No, v tej knjigi Izurite se v božansko bojevnico je prva lekcija Zavežite se same sebi. Ja. To je to, nov dogovor. Prekinati tiste dogovore, ki nam ne služijo več, skleniti take, kar nam bojo služili, kar nas bojo podprli in nam bojo pomagali uresničiti to, kar si želimo. Se pravi, to je prvi korak, da same sabo naredimo kakor neko pogodbo. Ja, ampak res pogodbo. In v bistvu tukaj smo, to je največji izziv v resnici za nas. Ker me ženske, to, kar si prej rekla, ta milina in ta del, ki ga bi rekla družba tudi zelo opeva. Ker je fajn, da je ženska ta yin, pa mehka, pa sprejemajoča, pa ta. Ne slišimo tiste, ki so žono vark, pa ne. In ta trenutek, ko se odločam zase, ker v bistvu me ženske nam je naravno, da poskrbimo za vse, kar je okoli nas. Za prijateljico, za našo družbo, za naše otroke, za naše mamice, za naše babice, za In ponavadi šele na koncu tega seznama, za koga vse poskrbimo, postavimo sebe. In najprej se moramo zavezati sebi. Torej najprej v glavi spremeniti ta dogovor, da imam pravico poskrbeti zase in da tukaj ne govorimo o egoizmu in o ne vem čem še vse, ampak o tem, da sem prišla na ta svet verjetno zaradi določenega namena in da ga pač pridem to tudi uresničiti. Evo, če dovolite, bom prebrala še druge lekcije. Druga lekcija, uskladite se z življenjem. Tretja, očistite svoj nosilec. Četrta, ozemljite se in se osvobodite preteklosti. Peta, poživite svojo seksualnost in ustvarjalnost. No, to sem čakala. Šesta, zavzemite svojo moč in podžgite svojo voljo. Odprite srce, spregovorite svojo resnico,
utelešajte svojo modrost in kot zadnja, 10. lekcija v tej knjigi, izberite si svojo pot. Torej, verjetno ne pot, ki nam je narekovana strani medijev, ki jo želi partner, da jo prehodimo, ampak tista naša. Ampak ženska rabi verjetno precej samozavesti, da to lahko pride do tudi 10. lekcije tukaj, da si izbere svojo pot. Kaj se meni zdi, da je v bistvu za nas ženske največji izziv? Vzeti si čas za tišino, vzeti si čas za umaknce, ker tukaj je pa ta naš yin. Ko se mi umaknemo, pa naj bo to v času ciklusa, v času zime, v dnevnem času, da si vzamemo ta čas, res te neke tišine, ker mi imamo lahko fantastične ideje in kaj vse se lahko zgodi. Ampak če si ne vzamemo časa, da res slišimo, kaj hočemo, potem samo delujemo. In včasih tudi kaj finga ustvarimo iz tega delovanja, ampak resnično delovanje se mi zdi, pa res opolnomočeno. Slišim, kaj lepo voda že bori. Jaz sem tu zdaj zaznala ta hip. Tako res, a ne? Imam eno vprašanje za vaju. Veliko govorimo, veliko smo že spregovorili o tem, pa tudi v precej vaših knjigah lahko to zaznamo, ne? Pravzaprav mislim, da da se je treba imeti rad, ne? Govorimo, treba se imeti rad, ne? Na kar nam ena gledalka napiše, jaz razumem, da se moram imeti rada, ampak kako to izgleda, če se imaš rad? To, recimo, jaz zaznavam tako, da daš najprej sebe na prvo mesto. Torej, recimo, sem mamica 2 otrok, seveda ne bom pustila otroke lačne tam, ne vem, ure in ure, jih ne bom stradala. Ampak v momentu, recimo, ko zaznam, da sem utrujena in da rabim res trenutek za sebe, bom otrokoma zaprla vrata in bom rekla, zdaj mamica potrebuje mir in jaz ga rabim, potem, ko zbere moč, potem se lahko naprej ukvarjam s stvarmi. Tako da mislim, da to izražanje ljubezni pri meni vsaj začne s tem, da sebe dam na prvo mesto v smislu, da zaznam, ali moje telo sporoča, rabim mir, rabim prijateljico za pogovorce, ne vem, kaj rabim, da prisluhnem sebi in to poslušam in potem v skladu s tem delujem. Pa vseeno vse zadnje se mi zdi, da je to... Mislim, da je tukaj smisel, glede na to, da eno lepo modrost sem prebrala, pa zdaj ne vem točno kje, ne vzgaja svojih otrok, vzgaja sebe. Tako, to je super iztočnica, kajti jaz tudi v bistvu ves čas, ko na ta način delujem in se učim delovati, ker ne znamo vsega, dejansko imam to zavest, da to, kar počnem za sebe, pravzaprav je najboljša vzgoja za moje otroke, ker sem v bistvu živi primer tega. Jaz ne rabim njim govoriti, kaj morajo narediti, ampak že s tem, da se sabo ukvarjam, da jaz rastem, da grem čez ene vzorce, da imam pogum za živeti lastno resnico, kljub temu, kaj bojo sosedje rekli, ali ne vem, kdorkoli pač. Dajem otrokom idealen primer, jaz ne rabim njim govoriti in jim sploh ne govorim. Potem pa zaznavam ene stvari, ki sami pridejo, ne vem, ali pa vprašajo, recimo, ki bi se radi pogovarjali o nečem, ker imamo pač drugačne navade, mogoče kot nekdo drug, in to otroci pač zaznavajo in potem pridejo in potem sprašujejo, zakaj oni imajo tako, zakaj pri nas ni tako. In potem mi je to super, ker pa v bistvu lahko odgovorim na radovednost, ne usilujem neko znanje ali pa neke informacije ali pa nekaj, ker hočem, da tako delujejo, ampak jim pustim, da jih radovednost pripelje do tega, da me sprašujejo in to je prva stvar, otroci morajo spraševati. Zdi se mi, da so knjige odlično orodje in sicer ne vem, to je moje mišljenje, da ženske imamo eno veliko moč, ki pa se jo kar bojimo oziroma mogoče si jo ne vzamemo, jo ne uporabljamo in preko knjig pridobimo recimo eno tako zavedanje, ok, ta moč je tukaj, pejte, uporabijo. Kakšno mnenje imata? Tukaj namreč tudi piše, če se ne ljubite in ne cenite z vsakim vlaknom svoje biti, če se naprezate, da bi se polastile svoje moči in strasti in tako naprej, Se pravi, imamo neko moč na voljo, ki jo lahko uporabimo? Ja, imamo močno voljo, samo jaz mislim, da moramo najprej spoznati to pri sebi. Mi moramo spoznati to energijo, mi moramo spoznati v bistvu to, kako se imeti rad, oziroma če vemo, da imamo moč, pa ne vemo, kako jo uporabljati. Če vemo, kaj pomeni, recimo, če vemo, da se imamo radi in če namenjamo to ljubezen sebi, potem v bistvu se bo ta moč razvijala, bomo začutili in ta moč ni vedno enako intenzivna. Včasih je
malo manjša, včasih je zelo izrazita. Pač gremo skozi faze, nikoli, niti en dan ni nikoli isti in tudi mi se spreminjamo, ne? Tako da mislim, da skozi to izražanje ljubezni do sebe, ki je na prvem mestu, dajemo možnosti tej moči, da raste in da se izraža. In potem ugotavljamo, na kakšen način jo lahko izražamo. Omenila si, da smo vedno drugačne, ne? Da ženska se res spreminja. Ne? Je verjetno to povezano tudi z menstrualnim ciklom? Absolutno. Absolutno. Jaz se včasih rada hecam na delavnicah, pa rečem, da v bistvu ženska rabi samo eno delavnico obvladati svoj ciklus. Ker če veš, kako potuješ, ker že tudi če spremljaš nekaj mesecev, pa nekaj let, še vedno te preseneti, kdo je ta Suzana. Kako, če si prejšnji mesec pa v tem času imela pa toliko in toliko energije, ali pa prejšnji mesec si pa potrebovala v tem času spust pa tišino. Ampak ko to opazuješ dolj časa, res vidiš to krivuljo, kako to res raste in se spušča in se ne presenetiš, lahko rečeš čist pred sebe, tlej, no. To je danes je tle, jutri bo šlo tle in pa sem te amplitude, Kar veter zapija, ne? Znaš lepše uravnavati, da te ne sesuje, ko greš dol, ali pa da nisi v polni euforiji, ko greš zgor. Rdeči šotor pa, kaj lahko pričakujemo od te knjige? Vidve ste jo prebrali, ne? To je pa čudovit roman, v bistvu to pa res priporočam čisto vsaki ženski in moškem tudi za prebrati. Knjiga se opira zelo na biblijski okvir, ampak ni pa to eno od poglavij Svetega pisma. Je pač ena biblijska zgodba z perspektive ženskih likov. Tukaj v bistvu je zelo izražena ta povezanost med različnimi generacijami, med ženskami in tudi ta rdeč šotor, v bistvu to so včasih imeli, oziroma naj bi imeli šotore, ko je ženska imela ciklus, je pač šla noter v šotor, druge ženske so prevzele njeno delo in na ta način pomagale in jo pustile, da se ona pač spočije in da odmenstruira svoje. Tako da je v bistvu res čudovita zgodba in tukaj se dejansko pokaže, koliko so ženske močne, pa ne zaradi znanja ali zaradi vsega tega, kar pač pridobijo skozi življenje, bogatstvo ali ne vem kaj še vse je tlele atribut, ampak zaradi tega, ker so preprosto ženske in mame. In v tistem času ni bilo toliko veliko možnosti za ženske, ne? Lahko so svojo ženskost izražale, ne vem, mogoče v kuhanju kosila ali pa v pripravi obeda ali pa ne vem, ko so bile z otroci ali pa ko so bile živalmi, ne? Ampak je v knjigi čutiti toliko ene ženske energije in te ženstvenosti, da v bistvu, tako sem v enem trenutku pomislila, se to je v bistvu res najboljša stvar, ki se nam je sploh kdajkoli zgodila v življenju. Ker ta ljubezen in to razumevanje in sprejemanje, to je tako bogato in tako močno, da je neverjetno, koliko lahko enih stvari pride skozi to ven. No. Celo življenje lahko pride skozi en obed, ki ga ženska pripravi, recimo. No. Njeno celo življenje. No. Tako, res čudovita zgodba. No. Ti je bila všeč? Jaz bi dodala, v bistvu, da kar je mene tukaj noter, se zelo, zelo, zelo dotaknili, je povej mi zgodbo tvoje matere. Okay. Kaj veš o svoji mami? Kaj veš o svoji babici? In potem še o generacijah in ženskah, ki stojijo za teboj. In rdeč šotor je ravno to prostor vseh stkanih zgodb tega, kdo jaz danes sem. Midve sva se z Mirelo ravno pogovarjali o moji babici, ki je pred parimi dnevi preminula. Sožalje. Hvala. In sem razlagala, da kako se v bistvu odstre slika in vidiš, koliko te je ljubezen nekega človeka oblikovala. Kaj vse si dobil skozi tega človeka, torej rdeč šotor, skozi vse te zgodbe, ki so jih govorile naše mame, naše babice, naše prababice. In nam dale znanje, da znam pogledati v čaj, pa vidim, aha, tole bo danes. Da vem, kdaj se ljubiti, da bo dobro zame, kdaj je najboljši čas za spočetje otroka. Kdaj je dobro si vzeti čas, da nisem v javnosti, da si vzamem čas zase. Kdaj je čas, da grem in paradiram in se pokažem, kdo sem.
In to v bistvu rdeč šotor naravno je nekoč bil še za veliko drugih stvari, ampak ena od teh stvari, recimo. Kako pa so aktivnosti rdečega šotora prisotne v Sloveniji? Poznam eno gospodično, Ana Drevenšek, ki prav uradno dela rdeče šotore, pa jaz. Verjetno je še žensk, ki to delajo, ampak za naju vem, da sva voditeljici, da kujeva. In kakšne so izkušnje, recimo? Kaj misliš? Ja, moram enkrat priti, no? Z največjim veseljem. Se že spravljam kar precej časa na kakšno tako zadevo, ampak ne vem, kaj pričakujem. Ja, seveda veliko ženske energije, ampak kaj se pogovarjate, ustvarjate? Ker zadnji sem celo slišala, ko sem šla po himalajsko posodo, mi je razlagal Nepalec, je rekel, veš, ko imaš menstruacijo, pusti himalajsko posodo, ne takrat igrati, ne. Je rekel, ženske, ko so imele menstruacijo pri nas, on ima svoje guruje tam, ne, je rekel, nič se ne dotikati, ne sadja, ne ničesar, ne, da to je en poseben čas, ki se je treba res umakniti. Tukaj je zelo tanka linija med tem, in čas je marsikaj naredil s to linijo, med tem, da se je ta čas spoštuje in v različnih tradicijah, kako se pojmuje, torej ne dotikaj se, zdaj, a je to zaradi tega, ker si ti v posvečenem stanju, ali zaradi tega, ker si takrat kužna. Če zelo razmejim v bistvu, ker različne tradicije imajo različen pogled na to. Res je to čas, da se ženska umakne in si vzame odmik. Ampak kaj vidimo mi s tem, če gre ženska v svojo ložo, kjer bo menstruirala? Da se umakne, ker je to sveto, da se bo spočila, ali zaradi tega, ker se skriva. Ker nima kaj delati v javnosti, ampak torej točno ta ton, ki sem ga uporabila zdaj. Zanimivo. Razumem povsem. Mi bomo še mečkeno nadrevali tale klepet, verjamem pa, da vas zanima še kaj več. Kakorkoli že na /2 klepet@kavi.si najdete marsikaj zanimivega in lahko preverite, kaj tam. Najlepša hvala, dami. Hvala lepa. Pa tudi za tele knjigice.